takle. Se pravi, zdaj pa imamo takole, ne, četrtič, potenčna funkcija z negativnim eksponentom, in sicer sodim. Naš primer bo f od x je x na minus 2, ker je sodo pa negativno število. Bo to v redu, ne? In čaka nas tabela. X pa f od x. Lahko zberemo pa iste vrednosti, ko smo jih prej. Se pravi, imamo minus 2, minus 1, minus 1 polovica. To dam zato, da dobimo več točk, ne? Potem nič, 1 polovica, 1 pa 2. Zakaj dam pa več točk? Zato, da lepše narišemo, ne? Tako. Okej, imamo zdaj minus 2 na minus 2 moramo zračunati. To je 1 vlomljeno z minus 2 na kvadrat. To je 1/4. Bom rajši takole, tole bom zbrisala. Pa bom tule napisala 1/4, da bomo lepše te točke dobili, ne. Pa bom tu naprej zračunala vrednost. Vrednost od minus 1 je minus 1 na minus 2. 1 na karkoli je 1. Minus moramo pa pogledati, a je soda ali je liha. To je soda, se pravi minus izniči in je to 1. Potem imamo f od minus 1 polovica na minus 2. Minus pomeni, da ulomek obrnemo. Dobimo minus 2 enini na kvadrat, ne. Minus smo uporabili, da smo obrnili, na kvadrat nam še ostane. Je to minus 2 na kvadrat je 4. F od nič, dobimo nič na minus 2, to je 1 vlomljeno z nič na kvadrat. To je 1 vlomljeno z nič in ne gre. In potem imamo f od 1 polovica, to je 1 polovica na minus 2. Minus pomeni, da ulomek obrnemo, damo na kvadrat, to je 2 na kvadrat in je 4. Potem imamo f od 1, 1 na minus 2, 1 na karkoli, 1. F od 2, to je 2 na minus 2, to je 1 vlomljeno z 2 na kvadrat in to je 1/4. Tako, tabelica je izpolnjena. Če grem prehitro, me lahko date še celo na tisto počasni posnetek. Mislim, da se da. Tako da. Mi pa kar pohitimo. Minus 2 pa 1/4. Zdaj 1/4, ne, to je pol na pol, to je tako bolj malo, 0,25. Tule. Minus 1, 1, to je tule. Pa minus 1 polovica je pa 4, to je pa tule. Potem imamo pa nič. Nič smo rekli, to pa nedefinirano, se pravi tam, kjer je pa nedefinirano, pa pogledamo na x-u, naredimo ravno črtka na črto navzdol, ker se tu ne sme funkcija nič sprehajati in nič ne dobimo, ne. Potem gremo naprej. 1 polovica pa 4. Potem 1, 1. In pa 2,1/4. Tako, zdaj pa gremo. Tik ob x-osi skozi vse 3 točke in potem strmo navzgor, ampak se ne dotikamo y-osi. Zdaj pa gremo ob y-osi navzdol, čez vse 3 točke, čim bolj tekočo krivuljo, ne teh vijugec, ko jih jaz delam, in pa tik ob x-osi naprej, vendar se je nikoli ne dotaknemo. In poglejte, če to niso šikani grafi, pa jaz nič nočem. To je čisto božično, bi že lahko bilo božično drevo ali pa kaj takega, ne. Tabelo bom zbrisala, zdaj nam pa še preostanejo tele lastnosti. In test bo tudi tak, ne, sestavljen, v bistvu so to osnovni grafi, ki so vsi čisto isto
rišejo. V bistvu bom zdajle vam pokazala še, preden gremo na tole, vam bom pokazala še tiste grafe, da jih je več, ne, da ne boste mi na besedo verjeli, da je samo -2 tisti, ki je tak, ne. Tele si izključimo, ko smo jih imeli za prej. Zdaj pa pogledamo, kje pa še tale. Okej, zdaj pa pogledamo x na -2, ne. Vidite, je pa res takole, ne. Takle. Okej. Pa x na -4, ne, je takle. Pa x na -6 je takle. Se pravi, vsi imajo približno to obliko, ko jih razčesna, ne, tako en vulkan. Okej, dobro. To je bil poučni insert. Zdaj pa gremo nazaj, da določimo še lastnosti. Pa dajmo. Prvič, definicijsko območje funkcije. Zdaj, definicijsko območje funkcije je v bistvu vsepovsod, samo tale rdeča navpična črta pol nam dela probleme. Se pravi, spet lahko napišemo, x je element, vsa realna števila, brez števila nič. Drugič, imamo zalogo vrednosti. Ja, zaloga vrednosti pa zdaj res ni povsod, ne. Tule ni nič grafa, če bi po y gledali, medtem ko navzgor je pa cel izpolnjen. Se pravi, y je element od nič pa do neskončno. Potem imamo naraščanje. Če gremo iz leve proti desni, graf se dviga. In sicer tule, tu pa pada. Naraščanje bo, x je element od minus neskončno do nič. Četrtič, padanje. X je element, se pravi, začne tule in ko gremo iz leve proti desni, padamo sem. Od nič do neskončno, torej pada. Petič, pozitiven, se pravi, da je f od x večji od nič, ne. To je tam, kjer je nad x osjo, se pravi, povsod praktično, kjer je definiran, se pravi, x je element od minus neskončno do nič in od nič do neskončno. Ali pa čez zgornji tam, kjer je definiran, prepišete, ne. 6, negativna. Ja, to pa ni, ne, nikjer ni negativna. 7, ničle. Nikjer ne seka x-os, se pravi, jih ni. Potem je presek, začetna vrednost, ne, presek z y-osjo. Začetna vrednost, nikjer ne seka y-osi, se pravi, je ni. Pa 9, ali je soda ali je liha. Lahko jo nekako tako prepognemo skupaj, skupaj čez x-os. Se pravi, imamo zdaj, da je soda. F od x je soda. Tako, ne, danes smo šli čez 4 potenčne funkcije, 4 oblike so. Zdaj, za domačo nalogo lahko poskusite narisati f od x je x na -3, pa f od x je x na 4, ne. Ta je predstavnik pozitivne sode, ta je pa predstavnik negativne lihe potenčne funkcije. Rešitve lahko dobite že prej, če ste prav narisali, boste videli tam, ko smo imeli iz tiste GeoGebre, če bo kako vprašanje, boste tako vprašali, tako da jaz tega reševala ne bom. Na testu bo pa narisati recimo takle graf, potem pa mu določiti lastnosti, ne. Zdaj pa lastnosti smo mi določali že težjim grafom, a ne, tako da edino, kar se je spremenilo, je to, da nekateri nimajo definicijskega območja, vsa realna števila. Vse ostalo je pa odlično. Tako da se vidimo naslednjič, to je bila zdaj potenčna funkcija v bistvu končana. Super. To je to, ne.